Lepo pozdravljeni, sploh pa gostje, današnji. Zdaj čist popolnoma vseh, morda tudi tole lahko malo vidim, kdo vse ste. Od sodelavcev projekta, so tudi kolega iz oddelka za agronomijo, Matjaž Glavan in pa Miha Curk. Potem imamo seveda našo Tino tukaj, Porento, in pa tam imamo še Jožeta Bavcona in pa Blanko Ravnjak. In tukaj zraven mene še sedi, jaz pravim Tinka kar, Bačič, tudi kolegica, ki pomaga na projektu. In pa danes imamo med gosti magistra Peto Katizima, imam kar ga naslovu, Marko Hrastelja iz šole čebelarja in pa sodelavce šole v Grmu, na Grmu se verjetno prav reče, pa še iz Čebelarske zveze Aleša Bazovičarja, tako da imamo še malo po tej čebelarsko-kmetijski stroki okrepitev potem za razpravo. Jaz na kratko sam ponovil, dva sta bolj sveža, kakšen je to projekt, se pravi Interreg Italija-Slovenija, dvostranski program teh Interreg projektov, sodelujejo 3 italijanski partnerji in 2 slovenska, vodijo ga Italijani, v Sloveniji smo pa tukaj še tale BSC iz Kranja in pa naša fakulteta. Vsa ideja osnovna pa je nekako s pomočjo čebel in čebelarstva promovirati, soupravljati biodiverziteto. Ena od ključnih zadev naj bi bila tudi uporaba elektronskih panjev, kar pa sicer danes ne bo posebna tema. Naš fokus bo danes na traviščih v Sloveniji, ker ena od stvari, ki se v tem projektu tudi sledi, je to, kakšna je biodiverziteta okrog teh poskusnih panjev oziroma lokacij, in en od ključnih kazalnikov naj bila ravno pestrost travišč. Zdaj Italijani imajo s tem še večje težave kot mi, tako da bojo poskušali tudi kaj restavrirati. Pri nas pa imamo bolj to srečo, da vseeno lahko vmes najdemo tudi še tudi kakšne pestre travnike, poleg intenzivnih travnikov. Tako da bom jaz predal besedo naprej Tini. Da vidim še jaz tole, da se tule prestavim. Ja, ena slikca nazaj. Prosim, Tina, za splošno opisovanje. Hvala za besedo. Danes bomo pokazali travišč v Sloveniji, v bistvu bolj tiste, ki so na našem pilotnem območju. Pod vplivom okoljskih dejavnikov se izoblikujejo različni travniški tipi. Rastlinska združba je osnovna vegetacijska enota, ki jo označujejo določene življenjske razmere. Število združb v naravi je veliko, zaradi boljšega pregleda ponavadi združbe razvrščamo v sistemske kategorije. Danes bom pa predstavila travnike na 3 različne, po 3 različnih, življenjskih razmerah. Prva so vlažni travniki, to so travišča močvirnih krajev, poznamo gojene travnike, to so travišča na svežih tleh, kjer imamo dobro produkcijo krme za živine. Potem pa so še suha travišča na pustih, toplih tleh, revnih tleh, ponavadi tudi nagnjenih tleh. Kar naprej travišča močvirnih krajev so v glavnem ekstenzivno rabljena, ponavadi zato, ker je gor slabša rastlinska sestava za krmo. V glavnem so to šaši in ločje, ki jih živina ne mara. Tudi težje so za obdelati zaradi mokrih tal, ne moremo z njimi s težkimi stroji voziti.
Na mokrih traviščih se tudi pogosto pojavljajo strupene rastline, naprimer jesenski podlesek pa bela čmerika. Cvetoče rastline, ki jih ponavadi najdemo na mokrih traviščih, so navadna krvenka, navadni čistec, močirski osad, močirska samoperka, ki je tudi na sliki. Ta bela roža je močirska samoperka. Potem so še pogost močirski čišljak, močirska spominčica, kalužnica, vodna meta, mehki osad, travniška izjevka, pa tudi kukavičja luščica je rada na vlažnih travnikih. Zdaj, vlažni travniki so v preteklosti nastajali večinoma drugotno, tam, ko je človek krčil gozdove in s tem povečeval površine za pridelovanje krme za živino. Mokrotni travniki so gostejši na ravnicah, na dnu dolin, kjer je nivo talne vode visok, ali pa se razprostirajo v bližini vodotokov, na slabo prepustnih, nekoliko glinenih tleh. Najdemo pa mokrotne travnike tudi na zmerno nagnjenih tleh po obilnih pobočjih. Najpomembnejši okoljski dejavnik je tukaj velika vlažnost tal. Rastlinstvo vlažnih travnikov je raznovrstno, na njih tudi uspeva nekaj ogroženih in redkih vrst, kot na primer močvirska kukavica. Ohranjati jih je moč le z tradicionalnim načinom gospodarjenja, to pa je le z košnjo enkrat do dvakrat na leto in z nič gnojenja. Ker pa je krmna kakovost cena takih travnikov nizka, se košnjo ponavadi kmetje opuščajo. Zdaj, potem pride do zaraščanja z lesnatimi rastlinami, v najslabšem primeru z invazivnimi. In tako v bistvu ne da samo, da izgubljamo biotsko raznovrstnost, ampak še celo dopuščamo razrast invazivnih rastlin. Gremo naprej. Marvica, tukaj ena dodatek, imamo eno razširjeno predstavitev, kjer boste lahko se najdete tudi še mnogo od teh omenjenih vrst. To se splača iti na internetno stran projekta potem, pa pogledati še tiste vrste. Zdaj gremo pa naprej z razlago te. Ja, potem v razstavi predstavimo slike travišč na svežih tleh, gre za srednje bogata travišča, gre za gojene travnike in pašnike. Nahajajo se na nižinskih in gričevnatih predelih. Praviloma so na globih, hranljivih tleh, ki so v obdobju rasti dobro preskrbljena z vodo. Pomemben dejavnik za nastanek in v bistvu obstoj gojenih travnikov je večkratna košnja in gnojenje. Obilno gnojenje, pogosta košnja, posebej košnja in sliranje, baliranje, so velikokrat omejujoči dejavnik za pojavljanje številnih vrst, rastlinskih vrst, zato tudi vrstna pestrost takih travnikov pada. Na najintenzivneje gnojenih travnikih ponavadi prevladujejo trave in zeljnate vrste, kot so regrad, pa tudi strupene vrste za živino, je kar sta kodrolistna in topolistna kislica. Po domače to rečemo ščavje. Teli gojeni travniki so pa tudi lahko zelo vrstno pestri, če so zmerno gojeni, največkrat 3-krat letno košeni. Ja, okej. Ja, gremo na naslednjega. Tole je travnik pri Dvorski vasi, gre za relativno moker travnik, kar vidimo po teh roza cvetovih kukavičje luščice, pa po zlatici. Tole je visoko produktiven travnik. Ja, to je to. Pa letos je bil sigurno tale travnik 4-krat pokošen. Pa kar še najdemo v travi sigurno not je lisičji rep. Pa naslednja slika je travišče med Lescami in Radovljico. To gre tudi za intenzivno travišče, sicer ima veliko rož not, ampak še zmeraj to paše pod intenzivno travišče. Na sliki vidimo črno deteljo, škrobotec, njivsko grablišče, navadno lokoto, sicer ne moramo toliko povečati, da bi videli vse te cvetove.
Na površini prevladujejo trave, ki v bistvu že semenijo. Pač letos travnikov niso mogli dovolj zgodaj pokositi zaradi deževnega obdobja v koncu maja in začetku junija. Moj naslednji travnik je ponovno travnik pri Dvorski vasi. Ta travnik je bil že enkrat pokošen, preden sem ga slikala, ampak vseeno je ponovno cvetel. No, na sliki vidimo navadno ivanjščico, travniško kaduljo, črno deteljo, kozjo brado. Vse te rastline so medovite. Ja, gremo naprej. Še en intenziven travnik. S tem slikam smo hoteli pokazati, da kljub temu, da lahko pridelamo nekaj, da je travnik produktiven, so še zmeraj lahko pisani in cvetoči. Ta travnik ni ne pregnojen, ne prekošen. V njem najdemo kar nekaj zeli. Na sliki vidimo, če bi bliže pogledali, je njivsko grablišče, dvoletni dimek, travniško kaduljo, črno deteljo, zlatica. Naslednja skupina travnikov pa so travišča na suhih, toplih, pustih tleh. Ta travišča so ponavadi vrstno zelo pestra. Tipična rastišča suhih travnikov so plitva, s hranili, slabše preskrbljena tla, pogosto na prisojnih, razmeroma strmih pobočjih. Suhi travniki so izjemno biotsko pestri, kosi se jih ponavadi enkrat do dvakrat letno, gnoji se jih zelo redko ali sploh ne. Gnojenje tudi ekonomsko ni upravičeno, ker je vezava dodanih hranil v plitih tleh nepopolna. Na suhih travnikih travna ruša ponavadi ni sklenjena, med rastlinami so gola tla, na katerih pa se uveljavljajo enoletnice. Na takih travnikih so pogoste kukavice, pojalniki in klinčki. Vse te skupine spadajo med zaščitene vrste rastline. Za suhe ekstenzivne travnike je tudi zelo tipična predstavnica trava navadna migalica. Pa bi prosila za naprej. Tale lep travnik se nahaja v bližini Radovljice, na območju Pretrg, v prvi polovici junija. Ta travnik se nahaja na prodnatih tleh. Na sliki vidimo same rožje, malo trav. Vidimo pa značilno travo za ekstenzivne travnike, navadno migalico. Za suha revna tla je pa tudi značilen pravi ranjak, ki ga je pa tudi veliko videti na sliki. Naslednja slika je pa tudi travnik na prodnatih tleh, pri Tunejs v Radovljici. Na sliki izstopa navadni gadovec, ki ga imajo čebele zelo rade. Na tem travniku smo tudi našli navadnega klinčka, trizobo kukavico, ki so zaščitene vrste. Pa na takih suhih travnikih tudi pogosto najdemo materino dušico, vrbolistnik primožek. Pa tukaj tudi vidimo malo strašnico, gorsko deteljo. V glavnem, čudovit travnik, no. Poj naprej. Sta pa. Ja, naprej bomo prosili pa Jožeta, pa Blanko, da komentirata. Upam, da se dobro sliša, povejte. Se slišimo? Ja, to so travniki, bom rekel, na teh savskih terasah, že zelo nizko, to je ob Krški, na drugi strani jedrske elektrarne. Bom rekel, tle so res taki prekrasni travniki, ki so bogati s kukavicami, zelo različnimi, in predvsem so pa pač to tudi travniki, ki se v zadnjih letih tudi že kar, bom rekel, intenzivno poskušajo spraviti v intenzivne travnike ali pa predvsem v njive, no. Za pohvaliti je sicer, da je za časa korone se tukaj kar nekaj spremenilo, je kar nekaj stvari prišlo v
v njive. Je pa res, da bi pač tukaj bilo potrebno to mozaičnost ohranjati, zato da bi na teh, bom rekel, suhih pasovih, ki so, ohranjali to, bom rekel, barvitost. Težave so pa dejansko tukaj v tem, tam, kjer se malo zapusti, ali pa tam, kjer recimo nekaj pripeljejo, kakšno zemljo, so tako invazivne vrste, kot je tukaj falopija, pa kakšne, bom rekel, kanadska rozga, pa še kaj takega podobnega pride. Se pravi, nujna je košnja, ampak pač kasnejša košnja. In bom rekel, tukaj noter so te površine take, da bi bilo vsekakor zavarovati in pa, bom rekel, umno gospodariti z njimi, ker to nič ne pomeni, da ne smemo tle krme pridelovati, ampak bom rekel, z takim tradicionalnim gospodarjenjem, kot se včasih te travnike, se pravi, da se pusti, ko dozori, ker namreč travo se je vedno kosilo takrat, ko je se smukala, se je reklo, se pravi, ko je malo porumenila, zato ker s tem so v bistvu imeli možnost, da so živino prehranili prek zime. Če se je prehiter pokosilo, potem je bilo te krme premalo. In v tem stilu bi bilo treba te travnike ohranjati, zato ker potem ta semenska banka ostaja. Tle noter se mogoče zelo dobro vidi, recimo en del naprej, ki je pa, bom rekel, bolj travnat, ker tisti del je pa malo gnojen. Tle je tudi plitvejši in je ta travnik bolj pisan in se to neverjetno vidi, bom rekel, na sami površini. Ja, to je pa, bom rekel, malo v višjih predelih pobočja Ananos. Ananos ima, bom rekel, krasne travnate površine, to so nekoč senožeti, bom rekel, enokosne površine ali pa, bom rekel, gmajne, kjer so pasli. Velikokrat je bilo tako, da v bistvu so te prvo pokosili, pa potem pasli. Seveda tam, kjer je bilo malo več, bom rekel, kamenja, se je paslo. In tudi, bom rekel, tudi če ta nomadska paša je bila tukaj včasih prisotna, drugače gre pa za to navadno strašnico, ki je tukaj pa meček zraven, ki sta v bistvu, bom rekel, ti travniki so izredno vrstno bogati. Filipendule, ja. Navadni oslad. Kar naprej. No, če se še jaz vključim, to je travnik v Rojah, se pravi isto na Savskih terasah v Ljubljani, v bistvu tam v bližini Šentvida oziroma bolje rečeno blizu hangarjev vojske. In sicer ta travnik konkretno je v bistvu na nek način procesu in situ varovanja strani Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. Je velik 2 hektara in nekako popisi, ki smo jih izvajali na tem travniku, kažejo na to, da je tukaj prisotnih vsaj okrog 150.000 različnih rastlinskih vrst. Se pravi, travnik je biodiverzitetno zelo bogat. Tam so tudi nekatere, bom rekla, rastline, ki so zavarovane, med njimi lirski meček, Gladiolus ilyricus. In ravno ta travnik je tisti, v bistvu, katerega lahko res z uspešnim menedžmentom, se pravi upravljanjem, povzročimo to, da se določene rastlinske vrste oziroma njihove populacije povečujejo. Na začetku našega varovanja recimo je bil na tem travniku ilirski meček prisoten le v enih 2-3 manjših zaplatah, recimo lahko bi rekli tam okrog 2 kvadratnega metra. No, danes je v bistvu na tem travniku ilirski meček pravzaprav skoraj da povsod, ker je naš travnik, kjer so seveda tla nekoliko plitkejša. Kljub temu, da mi z tega travnika vsako leto tudi nabiramo semena za našo semensko banko, torej za potrebe Botaničnega vrta, je še vedno v bistvu se ta semenska banka uspešno obnavlja, ker, kot sem že rekla, pravilno upravljanje, ki je na tem travniku takšno, da mi travnik pokosimo samo enkrat in še to seveda zelo pozno, ponavadi tam nekje v avgustu, da dejansko tudi mi res pač poberemo semena, dozorela semena rastlinskih vrst in pa seveda, da večina teh semen v bistvu dejansko pade tudi na tla in se jih ohranja v naravni semenski banki. No, tukaj izvajamo tudi neke vrste, lahko bi rekli, poskus ali pa pridobivanje senenega drobirja, tako kot so včasih kmetje v bistvu tako in tako to uporabljali za, recimo, bom rekla, danes moderno rečemo revitalizacijo kakšnih kolovozov ali pa, bom rekla,
brežin, kjer so recimo je bila ruša prerevna ali pa posneta. No in mi ta seneni drobir dejansko tukaj pridobivamo tako, da pokosimo del travnika, ga damo tudi na, bom rekla, kakšno polivinilo in kakšne plahte, po domače rečeno, pustimo, da se posuši in potem ta seneni drobir tudi poberemo in ga imamo seveda lahko za lastne potrebe ozelenjevanja ali pa za različne projekte. No, omenila bi še, da tudi konkretno ta travnik je del drugega projekta, v katerem je Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Life Natura Viva, ki pa konkretno ravno v bistvu promovira biodiverziteto v širšem smislu, no in v tem smislu konkretno pa seveda pestrost travnikov. Evo, še en travnik, torej konkretno zopet na nanosu. No, tukaj lahko vidimo to res lepo obarvanost, ki jo daje temu travniku ilirski meček in pa seveda v ozadju zopet bele pahulice Filipendule vulgaris. V bistvu oboje je značilno za res sušni travnik, no in pa seveda tudi prisotnost trav. Mogoče še omembo za tiste, ki ste čebelarji, ravno Filipendula vulgaris, ena izmed rožnic, torej oslad je tista, ki je v bistvu zelo, bom rekla, medonosna rastlinska vrsta in kot ste videli že na enem izmed prejšnjih slik, kjer je bilo Filipendule še nekoliko več, je lahko seveda v takšnih velikih populacijah dejansko tudi izredna pomembna paša za čebele. Malo pokomentiral Filipendulo, ki je omenila. Filipendula je ena od vrst, ki je res značilna za slovenski med tudi. Zelo redno se pojavlja v vseh medovih, ki niso prezgodaj točeni. Tisto prvo točenje ponavadi ne toliko, pri prvem točenju pa se pogostoma pojavlja spominčica. Res, da spominčica zgodaj zjutraj ob rosi vidimo čebele na spominčici, kasneje nekaj več dosti, ampak gre tudi za to, da tako spominčica kot Filipendula ima izredno majhne zrnca cvetnega prahu in očitno tudi z lahkoto v velikem deležu zaidejo v med in tako postanejo značilne rastline, značilni pelodi v medu. Še eno rastlino smo imeli danes zraven, ki je tudi značilna za slovenski med, ki ga vedno jo najdemo noter, praktično v vseh vzorcih, to je pa cvetni prah od trpotcaja. Tako da verjetno največ prispeva srednji trpotec, ker tudi na njemu največ čebel vidimo, pa tudi ozkolistni trpotec čebele na njem nabirajo. Predvsem cvetni prah pa verjetno po malem medičino. Ja, oslada sta dve vrsti, klele pripominja Jože, seveda eden je še močvirski, ki je bolj na mokrih travnikih, bi lahko rekli. Kle zraven Ljubljane, ravno zraven oddelka za biologijo imamo en travnik, ki je vse poln tega močvirskega. Barje je tudi, ja. Ja, dobro. Zdaj, Tinka, morda še ti kaj dodala, ti se tudi dosti paseš po travniki. Ja, mene pa vedno fascinira pri teh lepih pisanih travnikih, kako se njihova podoba menja skozi sezono. Tako začne se čisto drugače, nekako popisovati tam aprila je čisto drugačna podoba, kot potem en mesec pozneje ali pa proti koncu poletja. In to tudi ti različni videzi travnika tudi kažejo na veliko pestrost. Ene kar nekako prve pomladne kar nekako izginejo, če rečem, seveda ne izginejo zares, ampak pač nekako se skrijejo v vsem tistem zelenju in jih potem ne vidimo več, nismo več pozorni, če bi kasneje popisovali, jih mogoče niti ne bi popisali.
potem pa pridejo druge in pridejo tretje. In to je cela predstava skozi sezono. No, to je taka mal botaničen komentar. Okay, hvala. Zdaj pa morda a bi Jože še imel kaj zdaj za dodati? Bom rekel, suhe travnike, pa te, ki so zelo pestri in bogati, tudi potem, da so v bistvu zelo pozni. V spomladanskem času so, bom rekel, suhi travniki večinoma, bom rekel, aprila so še velikokrat čisto rjavi, in šele maja ali pa sredini maja se začne zeleneti. Tako da v bistvu, bom rekel, suhi travniki so pozni s cvetenjem, razen tam, kjer imamo recimo kakšne te zgodne pomladanske rastline, ker so lahko gor različne čebulnice, ampak da bi pa trava ozelenela na teh travnikih, je pa pozno. In tu je tipično, recimo, da vidimo, če bo travnik, bom rekel, tako na oko že barvit, se pravi, se spomlad pozno prebuja. Ne glede na to, ali je to v nižini, ali je višje, tudi nižinski suhi travniki so čisto podobni. In tu vidite, bom rekel, tu se da z letala videti, če greste nizko, pa vidite, kje je suh travnik, pa kje je recimo travnik, ki je vlažen ali pa recimo gojen travnik. To se spomladi izredno dobro vidi. Dobro. Zdaj, če je kdo od tistih, ki ste attendija, ki se nam morate oglasiti, dajte kaj napisati v sporočilo, tako da lahko potem v tem razpravi to preberemo, pa potem kaj razložimo. Bi pa jaz morda danes izval malce novega gosta, ki ga včeraj nisem imel, Markota Hrastelja. Morda kdaj zaznal dol, vem, da imaš stojišče v Žadovinko, morda grejo tudi tvoje čebele na tele travnike, ki jih je Jože omenjal. Sem ti prvaci zgodaj, ali pa tudi kaj na jesen. Še enkrat lep pozdrav tudi tistim poslušalcem, ki so se pridružili kasneje. Dve uvodni besedi. Kadar se me predstavi kot uslužbenca Grma Novo mesto, navadno nastopam bolj v vlogi agronoma kot pa čebelarja. Sicer pa živim v vasi na 400 metrov nadmorske višine in poleg tega, kar počnem v službi, imamo tudi doma kmetijo, približno 10 hektarov, in precejšen del te kmetije je za današnje razmere tudi tako imenovana ročna košnja, torej BCS kosilnica in sprehod in podobne zadeve, dva, res največ 3 odkosi na določenih površinah. Po drugi strani pa tudi res, da imam slabih 200 čebeljih družin, nameščenih nekaj po naših hribih in pa nekaj tudi v nižini, ampak moram pa Jankota popraviti, moje čebele so nameščene na štajerski strani, torej spodnji Starigrad in pa Pesje. To bi lahko Janko vedel, da je to precej občutljiva tematika. Verjetno pa lahko letijo čebele tudi do tam. Pogledi na Krško polje in kmetijstvo na njem so verjetno nekoliko različni. Treba je vedeti, da je okvirno 10 do 15 res velikih kmetij, ki se ukvarjajo z zelo intenzivnim kmetijstvom in te kmetije zelo potrebujejo površine, zato tudi ta želja po njivah. Je pa zanimivo, da kar nekaj teh kmetij sploh ni blizu. Govorimo o kmetijah, ki so locirane ranga Senovo ali pa še dlje, od Žadovinka, Breg, Mrtvic in podobno, kjer so potem locirane njive. To je ena taka zadeva. Krško polje sicer ima težavo večinoma z dokaj plitvo prstjo in v bistvu zato recimo v letih, ko ni veliko padavin, ker pri nas je to manj, to ni tisto, kar smo prej gledali, te gorenjske travnike, to govorimo o 900 milimetrih.
letno in to je opazno manj in opazno drugače. Medtem ko ta štajerska stran, kjer imam pa jaz čebele, je pa seveda čisto druga problematika, to so tople ekspozicije, meljasta tla, probna tla in podobne zadeve in pa odkar se je zgradila tudi hidroelektrarna, prevladujejo bolj ali manj jagode in druge vrtnarske kulture. Tako da tam je klasičnega kmetijstva pa še opazno manj in tudi tam težje govoriš o nekih travnikih. Ti so v bistvu res zelo, zelo redki. Tako mogoče zdaj za ta prvi izziv in komentar, bi pa mogoče še kasneje kako drugo stvar pokomentiral. Ok, hvala Marko. Bi pa morda še kolega z agronomije danes kaj dodala? Jaz bi glih mogoče pri suhih travnikih, ko smo se toliko mudili, pa mogoče jaz sem bolj prostorc, pa tudi z namakanjem se ukvarjam in glih je zdaj v Krškem gradijo nam, mislim, imajo namen graditi namakalni sistem, ker se je pač postavil velik bazen, za brežiško elektrarno vzpostavil in je dovolj vode na voljo. In moram reči, da Zavod za varstvo narave, ki skrbi za to območje, je izredno prizadeven in tudi občina se zaveda teh in so zelo hitro pristopili k reševanju, ker kmetje bi si želeli vse namakati, v tem delu tudi te suhe travnike, ker potem ne bi bilo problema pri pridelavi, ampak je Zavod za varstvo narave kar dosti hitro vklopil varovalke, tako da so potem pri oblikovanju namakalnih polj vse suhe travnike, ki so ključni in pomembni, izrisali ven, tako da je zagotovljeno tudi za prihodnost, da tisto območje ne bo intenzivirano. Tako da to moram reči, to je zdaj v tem načrtu za prihodnost, ki verjetno se v parih 5 letih tudi odvilo, tako da suhi travniki tudi v tistem delu ostajajo, saj z tega vidika, da ne bodo namakani in postali bolj mokri. Tako da moram pa reči, da pri suhih travnikih, mogoče to, da tudi zdaj ta naslednja kmetijska perspektiva daje tudi ta poudarek na tradicionalni rabi travinja. To je ena od stvari, kjer bo tudi kmet nagrajen v okviru programov, tako da bo gotovo pripomoglo k temu, da bo se več tega tudi ohranilo. Saj tisti, ki bodo to, kot smo se že včeraj pogovarjali, prepoznali tudi pri sebi, da je to zelo pomembno. Kar bi mogoče še opozoril, so pa različne sheme znotraj novega programa, ki bodo omogočile pa nekako tudi nalaganje različnih učinkov, od te, da se bo ta biotska pestrost pa trajnost povečevala, bo to v okviru kmetijskega okoljskega programa, ali bo to v okviru sheme za podnebje in okolje, ali bo to v okviru plačil za naturo, se pravi, da bodo kmetje z različnimi kombinacijami bili nagrajeni, če bodo varovali določene travnike. Mi je pa ena stvar mogoče v novi kmetijski politiki, ki pa me je zmotila, ker sem šel še ekstra danes gledati, govori o rezultatih, se pravi, kaj je zdaj ta rezultat, ker bo rezultatsko osnovana. In kar me najbolj moti je to, da nek monitoring se izvaja, ampak ta monitoring ni tako načrten, bi jaz temu rekel, je vedno tako malo parcialen, in je kot kazalnik je predvidena, se pravi, kakšna bo površina teh površin, ali v nekem procentu, ali v absolutnih površinah. Ne pa, ali so ti travniki dejansko taki, kakršni bi mogli biti, da dosegajo nek standard biotsko raznovrstnega travnika. A ta standard obstaja ali ne, mogoče vržem tudi tam brokovico, se pravi, kaj je neka meja, ko rečemo, ta travnik pa je zdaj biotsko raznovrsten, in mu rečemo, da je optimalno biotsko raznovrsten. Kaj je to? Se mi zdi, da mogoče tudi zakonodajalec tukaj nima nekaj oprijemljivega za prijeta, mogoče, ali pa nima interesa, da ne bomo razpravljali, ampak a obstaja nek kriterij, ki bi travnik, ko bi ga kmet
obdeloval in dobil plačilo, da bo biotsko raznovrsten, da bi lahko to tudi nekako, vsaj v nekem rangu, a ne od do, to tudi merili. Ne. Ja, no, obstajajo indeksi, a ne? Zdaj, če travnike dobro poznate, pol lahko to čist na palec rečete, sploh ni nobene težave. A ne? Tudi, bom rekel, včasih so to kmetje sami videli. Recimo ta travnik, ki ga je prej kolegica dala, recimo od teh kmetov, ki smo ga mi vzeli v najem, a ne, so povedali, da travnik je bil vedno tak, kot so bile recimo senožeti navzgor, recimo v hribih. A ne? Pa je, bom rekel, čist na ravnini, tle na savskih terasah. A ne? In to so kmetje včasih vedeli, samo v današnjem času se je to izgubilo, a ne, to vedenje, kakšen je pisan travnik. Drugače, bom rekel, čim večja, bom rekel, barvitost barv je pa seveda prisotnost kukavca, ne, bom rekel, kolega Kaligarič je en tak zelo enostaven sistem predlagal, ki mislim, da je dober, da bi pač po teh, bom rekel, fotografijah barvitosti se to dalo videti, ne, ker to bi lahko kmet dal, seveda bi bilo pač treba pogledati, da je res tam po fotografija narejena, ne, da ni pač od nekje drugje, ker to se pač da vse zdaj narediti s temi Photoshopi, ampak bi se to relativno hitro lahko tako, bom rekel, na palec, brez kakšnih monitoringov pa tega, to rabijo v bistvu tisti, ki, bom rekel, tega ne poznajo. Če pa poznaš travnike od takih do drugačnih, je pa stvar zelo preprosta in to bi se dalo narediti tako. In mogoče tam v intermeco pa bolj kolegici, a se da to mogoče zdaj je ta nov sopotnik prišel, a ne, za kmete, ki sateliti, pač vsake 3 dni nov posnetek in se točno lahko spremlja, bi lahko tudi z NDV indeksi dejansko prepoznali take travnike? Z droni bi lahko, ja, bi se dal, ja. Je pa res, a ne, sej sem še želela dodati, ne, da je ravno v preteklem letu, pa še eno leto prej, se je v bistvu na ministrstvu oblikovala skupina za travništvo, ravno tudi povabilo potem različnih strokovnjakov in ena izmed, prvih stvari, v kateri smo se že zataknili, kaj je pisan travnik. Tako da zato sem želela dodati, da isto vprašanje je bilo, kaj je pisan travnik. Kako nekako na preprost način povedati, kaj je pisan travnik. Zdaj, če govorimo samo o barvah, je lahko spet delikatno, če so pač določena barva prevladuje. Če bi samo slovensko, bom rekel, literaturo pogledali, je čist jasno, kaj je bil pisan travnik, ki ga je res vsak kmet razumel. Vse to smo pozabili, bom rekel, to tradicijo travnika, ko je bil recimo, kaj pomeni ledina, tega že ne vemo več danes, kaj pomeni ledina. To je bila v bistvu njiva, ki je bila opuščena in si pol recimo 1 leto, 2, pa 3 imel, pa si pa spet preoral. Se pravi, to je bil tisti mal daljši kolobar, recimo kot je bila detelja, ko si naslednje leto. Bom rekel, vse te stvari smo pozabili in to je bilo in bi zelo na preprost način to lahko nazaj spravili. Brez kakšnih, dron bi bil čisto moč zadeva. Recimo, in že tako bi videl tisto, kar sem prej rekel, tisto, kar je recimo Maja še rjavo, tu je suh travnik, ni nobene težave, videti tega. In s dronom lahko v bistvu povečaš posnetek in lahko vsak pogleda. Zelo preprost sistem, bi šlo. Samo ne smemo začeti s tem, da bomo začeli travnike popisovati, pa bomo popisovali, ko bomo to 10 let delali. To je samo metanje denarja stran. Zdaj je stvar v tem, da je treba stvar narediti učinkovito v 2 letih, ker drugače bomo vse izgubili. Te površine suhe v trenutku grejo, a se zarastejo, recimo ravno to Krško polje je drug problem tam, recimo, kjer pa noben niso pa same invazivke. To, kar so zdaj, bom rekel, kar gre od teh novih kanalov, ko so same invazivke, dol so naredili odprte površine in grejo invazivke, bom rekel, na te suhe travnike. In če nimamo kmeta, ki bo pokosil, kulturno krajino lahko samo kmet vzdržuje. Če bojo naravovarstveniki vzdrževali, bo šla. Samo je treba pač videti, kako. V tem je težava. Ker je treba imeti celovit pogled, tega pa nimamo. To je največji problem danes. Ne znamo več celovito gledati. Mi varujemo posamezne vrste. Bom rekel, tradicionalni kmet je pa varoval celoto, ker če ne je propadel. Danes pa tudi kmetu to ni več treba, ker dobi subvencije, pa vse dobi in v bistvu gre samo na produkcijo, samo na denar. Narava je pa neusmiljena, pa ni dopustila tega, če si šel sam na denar, ki si bankrotiral. Tako je bilo včasih, danes pa ni več tega. Ta kazalnik je res, kazalnike posod hočemo imeti, to barvitost je ena zadev, ti satelit pa res vprašanje. Jaz sem zadnjič malo gledal te slike, pa malo pregledoval. Ne vem, če je ta Sentinel dosti natančen, bi bilo treba videti, ker resolucijo ima
še precej grobo, v primerjavi z Googlom je veliko bolj groba, a ne? Samo je pa res, da je časovno malo večkrat posneto, tako da težko bo, morda se bo dal kakšne korelacije najti, kar bi bilo sicer tudi zanimivo, ne? Ampak na mikro ravno za eno parcelo bo pa kar težko s tistim za dosti dobre parametre dobiti tak, na grobo rečeno, no. Res pa, da je cel kup tam kanalov, morda se da s tistega kaj skalkulirati, a ne, ko imate neko primerjavo, ampak to je eno od zadev. Kar se pa na nivoju cele države tiče, je pa morda tudi to, kar redne delamo analize medu s cvetnim prahom, bi morda bila tudi varianta, da bi iz tistega ven vlekli, kaj se dogaja na globalni ravni, ne, v celi državi. Ker zdaj imamo že kar rekel, morda že celo 20 let ali nekaj takega podatke o pestrosti medu, bi lahko rekli, ki je nek posreden pokazatelj, kaj se nam v naravi dogaja. In če bi se tle slika začela nazaj vračati, bi bil pa tudi en zanimiv pokazatelj, ne, da smo malo na širši ravni kaj spreminjali. Zdaj pa ne vem, morda smo razdražili spet Markota, pa ne vem, če ima Miha še kaj za dodati, včeraj ga nismo uspeli slišati. Aha, Aleša moramo, dajmo to pa, Miha rej pa razmisli, kaj bi še pokomentiral. Pa Aleš, prosim. Ja, lep pozdrav vsem skupaj še enkrat, tudi v mojem imenu. Mogoče jaz nekaj drugačen pogled na vse skupaj dal, pa ne tako drugačen, ampak čebelar v prvi fazi, ja, imam tudi okoli 150 čebeljih družin, drugače zaposlen v Čebelarski zvezi kot vodja opazovalne službe in v času sezone se prepeljem po državi večkrat in moram reči, da takih slik, kot smo jih danes videli, malo kje vidim. Se pravi, tako pestrih, barvitih travnikov. Po večini so to intenzivne površine, večkrat letno košene, tudi več kot 5krat letno košene. Po drugi strani moram reči, da prihajam ali pa sem se priženil na tudi večjo intenzivno kmetijo, kjer se ukvarjajo z rejo pitencev in ne mislim zagovarjati so daleč na tega, ampak je pa nekaj bilo narejenega v teh zadnjih nekaj 10 letih tudi na področju kmetijske politike. Dejansko intenzivna predelava se je močno podpirala, še danes intenzivno podpira in mislim, da slika, kakršno imamo, je velika posledica tega. Res je, kapital je tisti, ki vse skupaj vodi in motivira in vsak želi svojo enoto proizvodnje čim več pridelati. In kot se prej, mislim, če sem prav razumel Miha, se opravičujem, če nisem prav rekel, ampak ja, v predlogu za prihodnje so pa dejansko podpora namenjena tudi v tej smeri, da kmetom, ki ohranjajo ali pa se gre neko ekstenzivno rejo, da nekaj večje podpore. In mislim, da to je en prvih ukrepov ali prvih korakov v spremembo tega. Ko bomo dejansko kmetom pokazali, da lahko za določeno ohranjanje narave ali pa samih travnikov dobijo tudi podpore iz druge strani, da bo ta preko nek korak narejen v pravo smer. Ker vemo, kakšna je danes težnja po pridelavi, po intenzivnosti, po čim boljšem zaslužku in vse to vodi pa v propad na drugi strani narave ali pa v napačno smer. In sem zelo vesel takih projektov ali takih idej in predstavitev, ker jih je dejansko res premalo in bi bilo fajn, da bi tudi predstavili mogoče tem preko širši skupini kmetom in tem, ki intenzivno kmetujejo in preko ne ohranjajo teh površin. Toliko mogoče. Ti naprav, da bojo nas ven nesli. Zelo verjetno, zelo verjetno. Miha, morda še kaj tvoj pogled, vem, da skupaj delata z Matjažem oziroma. Jaz bi mogoče malo sopotniku, je bil prej omenjen, pa sem ravno zadnjič poslušal eno predstavitev, kako bi se, mislim, zakaj se ga da sploh uporabljati. In ja, resolucija je prenizka. Sicer so povedali, da se da recimo ločati med posameznimi poljščinami, zdaj, kjer so dosti neki standardne barve, recimo, ki se vidijo. Za travnik bi bilo pa verjetno pa preveč neke raznolikosti, da bi se lahko zelo enostavno rekli, ne vem. Ampak je pa zanimiva, mislim, bi znal biti po moje zanimiv predlog, ker če je dovolj barvit, bi se po moje pa vsem videlo, če je cel, pa če so dosti velike površine. Za čas košnje, je pa tudi bil komentar v chatu, to pa se bo že uporabljalo itak, tako da
vsaj kar se tega tiče, da kmet ne pokosi prezgodaj, to pa je že mišljeno, da se bo za to uporabljalo. Ok, dobro. Morda, Marko, ti si samo omenjal da so gradbinci včasih pomembnejši, a ne, oziroma težko mi njimo. Ne vem, kaj si točno s tem mislil. To je v Posavju majhno občutljiva tema, ne. Gre predvsem za to, Elektrarne. Ja, ob elektrarni je tudi še deponija gradbenega materiala, tudi prodajalna raznih gramozov in podobnega, ne. In gospodarjenje s temi materiali povzroča precej tistega, kar je doktor Bavcon prej omenjal, ne. Tako da tisto je ena taka žalostna zgodba, ne, ki jo starejši čebelarji tudi opisujejo, ne. Sicer malo nenavadno, ne, v smislu pozitivne izkušnje z medom, zlate rozge oziroma različnih vrst rozg, tudi žlezove nedotike, ne. To se je precej počistilo in lahko rečem, da zanimivo je to opažanje o invazivkah, ne. Vse te invazivke nedvomno niso medovite, ne, ker v nasprotnem primeru bi jaz v pozno poletnem času pri svojih čebelah verjetno opažal drugačen razvoj, kot ga pa vidim sedaj, ne. Recimo še leta 2012 je bilo to nekaj povsem drugega, ne. No, to z gradbinci je taka občutljiva tematika, ne. Drugo je pa še, mogoče bi še na temo biodiverzitete, recimo tudi z stališča nekoga, ki kosi in podobno, malo pokomentiral. Namreč tu se zgodi še nekaj drugih težav, ne. Takih res lepih travnikov Aleš bo vedel, ne, ker se vozi okoli tudi po Beli krajini. Jaz moram reči, najlepše zadeve sem videl tam pri kempu Podzemelj, pa Nerajec in podobne zadeve, krasni travniki, ne, ki tudi recimo glede na količino padavin nekako bi šli bolj v to zgodbo vzhodne Slovenije, ne. Ampak na splošno tudi pri tem, če ne kosiš zelo intenzivno, ne, prihaja zadnje leta zaradi teh vremenskih sprememb, ne, to ni samo recimo pozeba robinije, kot jo imamo v čebelarstvu, ampak tudi v travništvu, ne. Mi imamo februarja in marca precej suše. Trave se ne razrastejo, sestava travne ruše gre močno v korist nizkih trav in pa zelišč, kot so recimo glavinci in zlatice v začetku. Kasneje pa, to sem si zapisal, da moram še ekstra povedati, zaradi občasnih obdobij suše prihaja pa tudi do, zdaj bom s stališča biologa rekel tisto prepovedano besedo, ne, močnega zapleveljanja travnikov z muhvičem, z zelenim muhvičem. To je res izjemno hud problem na različnih tipih travnikov, ne. Ker mogoče to še nekaj let nazaj ni bila takšna težava, ne. Mogoče tudi s stališča biodiverzitete to ena taka pomembna pripomba. Omenil sem že gradbince, bi pa še eno zadevo želel, ne, v okviru modula trajnostni razvoj, ki ga učim na srednji šoli, dostikrat tudi gremo po travnikih, malo pogledamo in podobno, zadnje čase pa zelo velikokrat tudi žal pobiramo odpadke, ne. Če kdo misli, da je izključno biodiverziteta težava, ne, jaz razumem, da je to tema projekta, ampak odpadki po travnikih so postali resnično huda težava, ne. Od predvsem embalaža, od pivskih pločevink do razne druge embalaže hitre prehrane, ki se pojavlja vsepovsod naokrog, ne. In gre tudi za izjemno resno težavo, ne, s katero se morajo žal potem ukvarjati kmetje. Ali tam na samem mestu ali pa recimo ob kakem obisku veterinarja kasneje v hlevu. Ja, hvala, Marko. Ja, tole
da vi se sprehajate predvsem okrog Novega mesta, a ne? Verjetno. Verjetno večje urbana središča so tisti, kjer ljudje hodijo v svojo bližnjo okolico, pa tam imajo piknik na travniku, pa kar pozabijo, kaj so pustili, ne? Te stvari, ja, pa še kakšni posebej žuri, ki so tudi recimo popularni, nekje takole ob gozdu na kakšnem travniku. Ja, to so te stvari, ker so vezane tudi na ta urbani način življenja, nekako prilaščanje narave, bi s temu rekel, a ne? Pa potem delanje z njo kot predpražnik, ne pa kot bivalni prostor, a ne? Morda jih je moramo tukaj tudi kaj narediti, hvala na to opozorilo, a ne? Ljudi travniki so lepi, sami jih dojemamo kot dnevno sobo, ne kot predpražnik, ne, kot očitno nekateri. Ja, to je ful dober. Malo vidim, da smo kar precej časa dan že pokurili. Jaz sem sicer imel še kako idejo za naprej razpravljati, ampak ne vem, morda bomo še jutri kaj nadaljevali. Ena od ideje, ki vem, da tudi Marko včasih se kaj v njo spušča kot po profesionalni vlogi, tole tako ohranitveno kmetijstvo se mi zdi poleg travnikov morda tudi ena varianta, ki nekateri jo precej zagovarjajo, kot kar se tiče produktivnosti, da še zmeraj omogoča relativno visoko produktivnost, hkrati pa imamo morda tudi tam čebelarji kako priložnost, da bo vmes še kakšna medovita rastlina. Morda samo na kratko tole, je kaj perspektive ali ne, in poleg recimo ohranjanja ekstenzivnih travnikov. Marko, morda Matjaž, na kratko. Če to izziv zame, ne bi želel preveč lastniniti časa. Torej, ja, perspektiva nedvomno tudi v tem je, tudi iz čebelarskega vidika. Ideja je zelo v redu, jo tudi podpiramo. Tudi na splošno kar nekaj poskusov, jaz recimo študenti in dijaki poskušamo z različnimi načini obdelave in podobno. Edini manjši pomislek pri ohranitvenem kmetijstvu na tak način, kot se ga reklamira dokaj pogosto preko kmetijske oddaje, preko Ljudje in zemlja, je cena mehanizacije, ki se uporablja. Mogoče bi več morali narediti tudi v smislu uporabe še kakšne starejše mehanizacije, ki še je doma na kmetijah, pa ni tako invazivna, kot je recimo plug. Vsekakor pa to idejo podpira. Ok, Matjaž, morda kako besedo na to? Prav, delamo na tem en projekt, ampak smo tudi s profesor Lešnikom z Mariborske fakultete nekaj skupaj delali v lanskem letu. Zdaj, kar se prav v ohranitveni obdelavi dogaja, je predvsem na toplejših tleh, bolj peščenih ali pa v bolj toplejših delih Slovenije se zgodi, da pleveli dobijo svojo prednost, se pravi, zelo radi poženejo to zgodaj in zdaj, če to kombiniramo skupaj z intenzivnim kmetijstvom, pridemo do uporabe tudi pač herbicidov v končni fazi, tako da ne vem, kakšen bi bil ta doprinos k temu. Se pa pač nekako uporaba herbicidov pride skupaj z tem, Tudi ameriški sistem, kjer je pač imajo direktno setev, na primer, tudi spodbuja pač določene herbicide v tej kombinaciji. Je gotovo, na primer, ohranitvena obdelava zelo dobra za kakšne bolj nagnjene površine, pa za preprečevanje erozije. To se je pokazalo, da kjer je ohranitvena obdelava, je do 10-krat manj erozije ali pa še več lahko. Tudi se je pokazalo, da koruza, zdaj tukaj je pa dosti tudi na teh različnih sortah koruze ali pa žit, ki se bodo pač sejala, koliko so ta prilagojena na plevele, na sušo, na vse te skupne rasti, ker ko so zamudili aplicirati herbicid v lanskem poskusu, je bila koruza dobesedno v plevelu, ni prijel herbicid in je bila koruza v plevelu, ampak do konca sezone je bila samo 1 tona razlike v količini zrnja na koncu, v tem poskusu.
kljub temu, da je bila zamuda in tako naprej in da teh herbicidi prerastel koruzo in tako, zelo grozno je izgledalo, ampak na koncu je bil učinek pozitiven. Zdaj, koliko časa lahko to ponavljaš, ne, je spet drugo vprašanje. Kaj to pomeni za ekološko pridelavo, za okopavanje, a ne, tukaj pol trčimo v en drug problem, a ne, koruzo je treba dvakrat ali pa trikrat počesati, pa še na dvakrat okopati, ne vem, v tem obdobju, a ne, v juniju, ne. Kaj to pomeni za CO2 odtis, ne, ko greš toliko s traktorjem čez, ne, se bo spet nekdo potem vprašal na drugi strani. Tako da ne bi tukaj dal veliko poudarka tej obdelavi, bi pa mogoče dal, ker je pa tudi zdaj nov kmetijski program za objev te cvetoče pasove pa privabilne posevke v trajnih nasadih mogoče. Tukaj pa je, saj opažam, no, nekako tudi želja pri določenih ekoloških sadjarjih, no, da bi pa tudi Biserka, ne vem, če jo poznate, Purga iz Mariborskega zavoda, ker ima v sadjarskem centru, delajo poskuse. Oni tudi v okviru neke vrste ekološke pridelave imajo tudi cel nasad pri njih, ne. In zdaj sejajo različne cvetoče rastline, pa tudi sojo in tako naprej ob drevesa, se pravi vrsto ob drevesa, tako da in ugotavljajo te, kot temu rekli, dobre učinke teh vrst, ne, ki jih sejejo zraven, tudi na prirast, ne, in na kakovost pridelka. Tako da tukaj je verjeten namesto uporabe herbicidov, ki se zdaj uporabljajo v trajnih nasadih, da bi se nekako pristopilo k cvetočim pasovom ob deblih dreves. To je zdaj pa spet malo skregano z logiko gnojenja, pa pri sadjarjih, a ne, v tem pasu, ne, samih dreves, ne. Tako da je zelo veliko zakoreninjenih vzorcev pri pridelovalcih, a ne, ki so, in je težko ljudi prepričati, da je neka nova, ali ne vem, setev soje ob drevesa ali nekih cvetočih rastlin, da bo res prinesla, če bi pa prej navajen 30-40 let škropiti ta pas, ne, in preprečevati kakršnokoli rast, ne. Enako v vinogradih, a ne, je tudi, se že pojavljajo, ne, nekaterih profesorjev ali pa tako, ne, tudi z naše fakultete, ne, da ni dobro, da puščamo travo v vinogradih, ne. Zaradi suše, ki se zdaj vedno bolj pojavlja, ne, ampak vemo, da vinogradi imajo globoke korenine, ampak v vsakem primeru, ne, ta borba, a ne, za to, da so tla pokrita, pa da je stalna, ne, je stalna in gotovo je tako pri ohranitveni obdelavi, je pa, no, to pa ena od stvari, ki je pa prednostna, je pa to, da mora biti tla stalno pokrita. Se pravi, da takoj, ko mi poberemo pridelek, pokrijemo ta tla z nekim posevkom, dosevkom, ki pa je lahko tudi medovit. In tukaj pa je priložnost za čebelarje, da mogoče ta obdobja, a ne, ko so prazna, ne vem, sredi poletja, konec jeseni, na primer, ne, nekako, sprav opraševalci ali pa čebele, ne, na koncu dobijo neke prehodne paše, in nekako dopolnjujejo ta svoj obrok, ne, pa nekako preživijo neko obdobje, ker ponavadi mora čebelar potem dodajati, ne, sladkor, ne, da jih prehrani, da saj nekako pa dobijo neke minerale, saj iz narave, da nekako se potem pač obnavljajo v panjih nekako malo bolj drugače. Tako da tukaj pa je ta priložnost, pa ne samo v ohranitveni obdelavi, v vseh obdelavah. Mislim, da tudi če je intenzivna obdelava, bo ta proces mogel v to smer iti, ker pokrita tla, to pa tudi naš poskus dokazuje, so v povprečju ohranjajo več vlage v tleh. Kljub temu, da bojo spet nekateri rekli, da so pa tla bolj suha, ker jih bojo te rastline pač z evapotranspiracijo vprašajo do večje izgube vode iz tal, ampak ne nazadnje pokrita tla vsaj zadržijo, pokrijejo vsaj v globih delih tudi v tal, ne, te večjo vlago, a ne, tako da tukaj so te medsebojni učinki zelo pomembni in niso še čisto do konca, bi temu rekli, v Sloveniji absolvirani. Tudi nimamo poskusov za naš klimat mogoče, mi zdaj dobivamo veliko podatkov, ne vem, iz Amerike in tako naprej. Ampak na koncu, ko želiš reči, tole pa res tako rabiš neko drago opremo, a ne, merilci, mora biti tam postavljen in mora imeti to 2 leta, 3 leta, a ne, da potem dejansko rečemo, to je pa zdaj to. In to, kar ste prej
ki ste rekli, vse mi rabimo neke metodologije, vse pogledamo pa vidimo. Ja, tudi mi opažamo, vse vidimo, ne, da je boljše raste, če je na tak način pridelano, ne, ampak na koncu, ko je pa treba na znanstveno osnovo, pa mora biti nek faktor, pa neka vrednost, ne, presegli smo, super je in tako naprej. To je ta moč tudi prenormiranost slovenskega sistema, ki se bolj nekako želi vse upravičiti, in ne želi biti na strani tega, da mu nekaj manjka, da nima podatka, s katerim bo podkrepil. Mislim, tak primer so, pa bom zdaj večkrat zašel s teme, so lih EIP projekti, ker se je pogosto dogajalo, da smo dobili popravke, pa so rekli, vse sam dokument rabimo, vse sam napišite na papir, sam da imamo nekaj, da drži, da je vse v redu. In ko nekako delujemo, nekaj mora obstajati, ali je to znanstveno osnovano, ali pa ni, ali pa je pa spet druga tema. Tako da ja, sanitarna obdelava gotovo bo nekaj doprinesla, ampak mogoče v teh vmesnih fazah, ne v fazi, ko mi posejemo rastlino, ker v intenzivni predelavi bojo še vedno, še zlasti v klimatu, v tistem delu Slovenije, ki so toplejša tla, prihaja do tega, da pesticidi oziroma herbicidi predvsem bodo uporabljani še naprej. Ko se vsaj kaže, pa res, da zelo malo uporabljajo, vsaj koruza, ki je bolj problematična mogoče, večinoma samo enkrat škropijo, večinoma maksimalno dvakrat, ampak večinoma enkrat. So mogoče, pa ni insekticidov, to je ena pri koruzi, mogoče sta prednost, medtem ko pa pri žitih se pa lahko pojavljajo tudi določeni insekticidi, fungicidi, ampak tudi tam vidim, da je ta cena teh pripravkov kmete zelo skrbi, in to zelo spremljajo in probajo nekako krčati. So pa nekateri, ki igrajo pa na zihar, temu rečemo, pač dam, pa kar bo pa bo, ampak to so star princip kmeta. Imamo novejše ekonomsko usmerjene, pa starejše ekonomsko usmerjene po mentalni perspektivi. Nekdo, ki dela nekaj še iz 80-ih let, pa to vzdržuje naprej, drugi pa zelo gledajo cene, se prilagajajo, zdaj skrbijo že gnojila, kaj bomo zdaj naredili, ko bodo cene trikratne, to je veliko vprašanje. Tako da mi smo jim govorili že prej organske gnojila, ampak tudi vedno je bilo najlažje odpeljati to organsko gnojilo, zdaj pa bo treba tudi mogoče malo tlega odpeljati, da bo cena pač nižja. Tako da bomo videli, kako bo to vplivalo tudi potem na te naše travnike. Ok, dobro, Matjaž, ne vem, če Marko je prej sicer nekaj roko vzdignil, če še je kar v redu. Dobro je. Se strinjam, to je res edino mogoče ta pripomba okoli fitofarmacevtskih sredstev, da čeprav se govori o silnih količinah in podobno, na insekticide je v bistvu vse skupaj že precej udarilo in je nabor pri njih relativno majhen, herbicidi so pa nekako naslednja tista točka. Tako da škropilni programi, ki jih ponujajo ta podjetja, če so to recimo 10 let nazaj bili še konkurenti, zdaj drug drugemu pomagajo zato, da to potem sploh nekako zgleda. In herbicidi so že recimo naslednja taka stvar precej na udaru. Je pa mogoče debata tu ravno zaradi glifosata bila v Sloveniji majhen bolj glasna, kot pa marsikje drugje po Evropi. Mogoče sem toliko še dodatka Matjažu. Ok, dobro. Bi mi danes tole kar zaključili, ker smo kar dolgi. Mislim, da je bila debata zanimiva. Jutri bomo dan izgledali malo bolj biološko, ampak bo vsem še kaj čebelarsko-agronomskega zanimivo. V glavnem jutri bodo medovite rastline in opraševalci, tako da bomo malo skozi to šli, imeli bomo, če vse posreč, tudi entomologa našega zraven, tako da bomo zadevo lahko tudi po tej plati, pravi bo lahko komentar rastlin, morda sorodnih rastlin pri žuželkah,
konkretne žuželke, sorodne žuželke, tako da ja, vabljeni tudi na jutrišnjo debato. Hvala vsem in